Iz nadstropja v nadstropje je ta zgodba nekako vedno bolj, vsaj meni, impozantna. Ta les, tehnologija, novosti, ki jih tukaj ugotavljate oziroma preizkušate, pa ogromno sonca, dnevne svetlobe tudi, kar tudi ni bila verjetno lahka naloga. Tukaj imamo zelo veliko vidnega lesa, to je bilo precej težavno za samo gradnjo, zato ker smo morali ohraniti ta les v lepem stanju do konca, tudi če nam ga je kdaj namočil dež. In pa predvsem inštalacija svetil, kot tukaj vidite na stropovih, da ne vidite nikjer kablov, je bilo precej zahtevno, ker smo jih morali iz strehe dol voditi v spodnje nadstropje, torej ravno z tem ciljem, da imamo povsod oziroma v veliki meri viden konstrukcijski les na stropovih in na zunanjih stenah. Prej ste dejali, da ta stavba ima veliko število nekih senzorjev, naprav, ki zaznavajo določene meritve. Kaj to pomeni, kako diha, kako živa je ta stavba? Kaj dejansko ugotavljate na tej stavbi? Verjetno z leti boste prišli do nekaterih zanimivih ugotovitev. Ugotavljamo predvsem, koliko vlage se nahaja v lesu in pa v različnih slojih fasade in pa strehe. Torej imamo različne sisteme senzorjev, nekateri so postavljeni v sloje fasade, drugi pa v streho, v toplotno izolacijo strehe. S tem lahko ugotovimo, če streha zamaka ali pa če je začela fasada puščati. To nas seveda zelo skrbi, kot sem rekla že, voda je naš velik sovražnik pri lesenih stavbah in zato to neprenehoma spremljamo. Potem pa merimo tudi horizontalne pomike konstrukcije. To pa je povzročeno s pomočjo vetra. Tukaj na Primorskem imamo močno burjo in zato imamo na strehi vremensko postajo, ki nam vklopi senzorje ob močni burji, da zmerijo horizontalne pomike. Zakaj pa je to pomembno, boste vprašali? V tej stavbi me to res čudi malce. Zato, ker je potrebno raziskati, kako se obnašajo visoke lesene stavbe na potresnih območjih. Torej, burja nam dejansko simulira potres. So že kakšne ugotovitve bile ali še ni bilo tako hudo? Ne, to še ne, ker je šele nekaj mesecev to inštalirano. Ampak predvidevam pa, takole sem malce škilil, skozi okna imate pa enega najlepših razgledov, tot okoli. No, enega izmed mnogih. Bi rad lahko še tole... Seveda, greva pogledati. Vedno so veličastne take panorame in pa taki pogledi z teras ob morju na obali, ampak imeti službo nekje na takšni lokaciji in vem, da je tudi tukaj zasedba zelo mednarodna, verjetno so tujci, ki jih verjetno tudi ni malo pri vas, navdušeni nad tem pogledom in pa tudi nad praktičnostjo, kajti vemo, Izola je majhno mestece, vse lahko rečemo, naredimo peš ali s kolesom, kar znajo tujci precej bolje ceniti, kakor morda mi Slovenci sami. Ta majhnost, ta praktičnost, uporabnost. Tako je, imamo skoraj polovico zaposlenih iz tujine in to je praktično iz celega sveta, od Amerike do Evrope, Afrike, tako da je privlačno tukaj za vsakega. Moramo se pa zavedati, da smo tudi v dvojezičnem območju, slovensko-italijansko. Tudi šole so dvojezične, če se sem preselijo tujci, lažje najdejo neko mednarodno skupino, kjer se lahko otroci šolajo. Tako da več plasti je tega. Imamo pa še neko posebnost. Zelo izenačeni smo tudi po spolu, kar je pa velika redkost v znanstveno-raziskovalnih inštitucijah, kjer ponavadi prevladuje moški spol. Občudujem res tale razgled. Letališča so tudi blizu, tako da tudi dostopnost vseh, ki prihajajo sem bodisi na delo ali pa se zgolj na obisk, z lahkoto najdejo. Hvala za čas. Mi pa bomo spoznali prvega izmed laboratorijev, ne ravno prvega, enega izmed laboratorijev, ki se ukvarja z akustiko. Kaj vse lahko zaznajo njihovi mikrofoni in kaj vse lahko ponudi ali povzroči zvok, pa seveda v eni izmed naših naslednjih oddaj.